Dobrodošli v novi oddaji Ave kuhinja za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili rižoto. In sicer pripravljamo rižoto iz svinjskega mesa, ki ima nizko vsebnost holesterola in visoko vsebnost omega-3 maščobnih kislin. Pripravili smo bučke, por, korenček, paradižnik in sicer naredili bomo tako. Popražili bomo meso, se pravi, ga bomo opekli na hitro in potem na isti maščobi, v kateri smo popekli meso, bomo naredili paradižnik konkase. In to bomo naredili tako, da bomo prepražili čebulo, dodali bomo paradižnik, katerega ne bomo predhodno oparili, ga ne bomo lupli. In sicer uporabili bomo najboljši riž za rižote, to je riž tipa arborio. Je bolj krompirjaste sorte riža, ima veliko škroba, tako da je v bistvu rižota malo bolj pocasta zgleda, ampak vam bomo povedali, kako se pravilno kuha ta riž, tako da mislim, da ne boste imeli več problemov. Meso bomo zrezali na kocke. Takole, mesa je dovolj. Tako spet gledamo, da so približno vse sestavine v rižoti iste velikosti. Ne, da je ena velika, ena majhna, ena okrogla, ena kvadratna, ampak gledamo tudi na izgled. Dodam oljčno olje, malce soli in popra. To. In uporabili bomo tudi zelenjavni fond. Zelenjavni fond nikoli ne solimo, zato ker se potem lahko vmes kaj zmotimo in še dodatno solimo lahko rižoto in na koncu v bistvu vržemo vse stran. Osnova je vedno ne slana. Vmes, ko se bo opekal meso, bomo zrezali zelenjavo. Naredili bomo konkase. Čebula. Prste podvijemo. Tega nikoli ne odrežemo do konca, da nam čebula stoji pravilno skupaj, da ne razpada. Kot vidite, ni noben problem. Meso je gotovo. Vmes vam bom povedal en hiter namig, v bistvu trik, kaj se zgodi, ko se klate čebulo, vsakega začnejo peči oči, vsakemu teče iz oči ven. V tem primeru, verjamem, da ko kuhate, nekje je para. Naredite takole proti očem, kajti strup v čebuli je termolabilen, se pravi, na vročini razpade. Ne zdaj oči dati v vodo, noter vrelo narobe, ampak samo malenkost pare date v oči, boste videli. Takoj bo bolj. Prepražili bomo zdaj čebulo, dodali bomo paradižnike. Mi uporabljamo volovsko srce. Lahko uporabljamo kjerkoli druge paradižnike, lahko uporabljamo češnjeve paradižnike, lahko uporabljamo pomodore daterini, lahko uporabljamo, ni pomemben. Pogledamo, kaj je v hladilniku in pucamo hladilnike. Se pravi, zrcalo tedna, lahko temu kuharji rečemo. Kaj je fajn? V rižoto paše praktično vsa zelenjava. V tem času bomo narezali še ostalo zelenjavo na kocke. Paradižniki bojo razpadali, tako da v bistvu se ne bojo videli noter razen lupina. Dodamo malo majarona. Običajno začimbe dodajamo na koncu, da okusi ne zbledijo. Mi smo ga dali na začetku, da pač povzdigne malo okus samega paradižnika. Bučko. Take stvari se ne meče v smeti. To se vse uporablja lahko za zelenjavni fond. Bučko isto režemo, kot smo prej pokazali za korenje. Odrežemo plosko stran, da bučka stoji trdno na tleh in potem jo lažje režemo na kocke. Še vedno pazimo na prste. Še korenček, uporabljamo kar tega, ki je že olupljen. Dodali bomo čist
eno malenkost belega vina in potem bomo dodali zelenjavo, popražili do konca, dodali riž in v bistvu pustili, da se skuha do konca. Dodamo riž, kot sem rekel, dodali bomo arborio riž. Za rižoto lahko uporabljate praktično kjerkoli riž. Ni noben problema, uporabljate parboiled riž, lahko uporabljate basmati riž, s tem, da basmati riž ni toliko primeren za rižoto, zato ker ima svojega okusa ogromen, se uporablja bolj za priloge. Bolj primerni so riži, kot so tipa Lido, Loto, Arborio, Carniola, ker so pač bolj škrobasti riži in se v bistvu naredijo rižote dosti bolj pocaste, v bistvu dosti bolj polnega okusa. Ta rižota se bo kuhala približno 20 minut. Pri rižu tipa Arborio ali Carniola se ne dodaja voda naenkrat polna količina, temveč se dodaja po korakih. Torej, voda, ko jo dodate, dodate jo samo toliko, da pokrije riž. Ko odpari, v bistvu, ko jo riž popije, dodate novo vodo noter. Dodamo zelenjavni fond. Pustimo zdaj, da se kuha to. Dokler voda ne odpari, stalno moramo gledati, biti pazljivi, da se nam ne zažge in to je to. Zdaj lahko dodamo vino. Če zalijete vi riž z enkratno količino vode takoj, temperatura riža pade, škrob se izlušči in ta škrob potem naredi pocasto rižoto. Če vi dodajate vodo po korakih, po deci, 2 deci naenkrat, temperatura ne pade in riž vre naprej. Če zalijete s preveliko količino vode, temperatura pade, neha vreti. To je isto, kot da bi v testenine med kuhanjem ulili hladno vodo, se testenina neha kuhati, zadeva rešena, lahko vržemo v smeti. Torej, po korakih se kuha rižota. Mi bomo zdaj dodali še malo fonda, dodali bomo še malo rožmarina. Tako. Solili bomo proti koncu še malo, ko bomo videli, koliko je zelenjava pobrala soli. Nočemo imeti preslane hrane, kajti sol ubija, bodimo zmerni s soljo. Raj začimbe uporabljati, kot ste videli, mi ne uporabljamo nobenih kock, nobenih ojačevalcev okusa, torej delamo popolnoma naravno hrano. Upam, da boste vi tudi doma delali na ta način. Nežno bomo premešali. Riž ne mara stalnega mešanja, tako da to je to. Minilo je zdaj zadnjih 15 minut. Rižota je fertik. Sicer voda je lepo povrela ven, riž je ostal praktično še vedno lepo zrnje na zrnje, ampak se drži skupaj. Zadeva je kompaktna, ni tako kot pesek, ko ga streseš in se riž razsuje. To smo dosegli s tem, da ne uporabljamo parboiled riža. Torej bomo samo še dekorirali, za dekoracijo uporabili liste treviškega radiča. Lahko uporabite tudi rukolo, lahko uporabite rdeč radič. Kot vidite, smo naredili belo rižoto, ampak ker je noter ogromno paradižnika, je ratala lepe nežno rdeče barve. Pokapamo z oljčnim oljem. Dodamo popra. Obvezno na koncu vsake rižote pika na i, parmezan. Evo, pika na i. Rižota z svinjino in zelenjavo. Dober tek.